6.10.14 po kristjanskem koledarju 2014, tož direkt. Tokratna tema tako je, voda. Spoštovane in spoštovani, nahajam se na takem ne vsakdanjem mestu, zato ker tega ni možno v vsakem kraju, kjer skozi tečejo reke, storiti, ampak tukaj v Burghausenu v Nemčiji imajo to naravno danost, da lahko pridejo po tej kamniti, rečemo temu, pol plaži do reke. In razmišljam takole, bistveno je vedeti, da je voda vir življenja, kar nam je seveda jasno. Jasno pa nam ne more biti, kako človek s tem virom življenja razpolaga in predvsem kakšen odnos ima do njega. Ko tako potegnemo neko analizo, je človeštvo, planet uspelo do že kritične mere kontaminirati nekako, rečemo za en tak okvir, v tem času po drugi svetovni vojni, in da zveni glede na primerjavi s tistimi 5 milijardami let v 50 letih. Tako je, v 50 letih je človek izdatno obremenil naravo in svojo trenutno kulturo gradi okrog tega, da nekega sobivanja z naravo, kot bi moralo biti, ni, ampak gre za pospešeno uničevanje. Zato spoštovanje na nas, da vsaka pri sebi preklopi ta uničevalni duh in se zaveda, da brez narave ni nas. In ko je ta formula jasna, potem seveda postane povsem nelogično naravo uničevati. Ker denimo, da je motiv za početje kakršnokoli že, vse je nek obstoj in preživetje. Zato je povsem nelogično izvajati početja, ki dejansko obstoj ogrožajo. Če bi se tako izrazil, bolje je početi nič, kot nekaj, kar obstoj ogroža. Raje vegetirati. In da dodam v ta video še tole, čeprav nisem na Ptuju, poznam ljudi, ki še niso tako zelo stari, rečemo tam 55 do 65 let, ki pričajo o tem, kako so se na Ptuju lahko v Dravi svoj čas kopali, da je bilo kopališče reka. Danes je pa to en rjav trak umazane, kontaminirane vode, kar seveda ima tudi na okolje širše posledice, kot zgolj, da je pač sama reka umazana. Te reke si jaz predstavljam kot neke žile, ki planet prepredajo, in poleg tega, da pač transportirajo vode, imajo zagotovo generirajo neko silo, ki je na energijo kraja, ki je za energijo kraja bistvena. In to, da so reke kontaminirane, ni problematično samo v smislu tega osnovnega onesnaženja, da je pač reka, rečemo temu, tako zamazana, ampak to vpliva zagotovo mnogo širše. Če dam en tak primer, če gledaš v nekaj, kar je zamazano in ne ukrepaš zoper to, se potem na nek način strinjaš, da je zamazanija sprejemljiva. Skratka, v tem videoblogu pustim nekaj več tišine, da se sliši tista voda tam. Skratka, nehajmo se sprenevedati in, kot rečemo, ko vsak človek pri sebi aktivira tistega ekologa, ekologinjo, potem se lahko procesi izvedejo mnogo hitreje. Dokler pa zavestno živimo to neko tako imenovano potrošniško življenje, ki na koncu privede zgolj do tega, da potrošimo sami sebe, pa lahko o neki ekologiji samo sanjamo oziroma jo udejanjamo kot modni trend.
ekologija ne sme biti modni trend, ampak mora biti eden izmed temeljnih smislov življenja.